Najprej bi res rada, da našim gledalcem pomagate razumeti razsežnost tega, kaj to pomeni za 90 milijonov Irancev, ki že skoraj 3 mesece živijo v internetnem mrku. Pozdravljeni, hvala Nataša, da ste me povabili. To je bila res prava katastrofa za iransko ljudstvo. Kot ste rekli, je to za nekoga, ki živi v 21. stoletju, preprosto nepredstavljivo, da se zbudi in se ne more povezati na internet. Čeprav je Iran vzpostavil svoj lasten notranji internet, karkoli naj bi to pomenilo, prek notranjih aplikacij, ki jih lahko uporabljajo le ljudje znotraj države, a to še ne pomeni, da je bil to kakršenkoli smiseln korak k povezljivosti. Je le fasada. To je samo zato, da nadzorujejo nezadovoljstvo ljudi s celotnim sistemom. In si predstavljate, kako je bil moten šolski sistem, univerze, ljudje v industriji, v različnih podjetjih, povsod so ljudje doživljali to motnjo. In tudi problem s podjetji, ki so na spletu, spletna podjetja, veste, koliko ljudi to dejansko uporablja. In druge marginalizirane skupine, kot so na primer osebe z invalidnostjo, katerih edina povezava z zunanjim svetom je včasih zaradi nedostopnosti prav dostop do interneta. Tako da je bilo to popolna katastrofa. In zdi se, da je NetBlog sporočal, da je danes povezljivost okoli 30%. Ampak nisem prepričana, če bomo videli kakršnokoli izboljšanje. Prav. Iranski uradniki so povedali, da so te omejitve potrebne zaradi tako imenovane varnosti v času vojne. Ampak ali Iranci to vidijo kot zaščito ali bolj kot sredstvo za nadzor prebivalstva? To je vsekakor nadzor prebivalstva. Mislim, da je to smešno. Ta država usmrti človeka vsake 3-4 ure. Usmrti Iranca vsake 3-4 ure. V zadnjih 2 mesecih je usmrtila več kot 70 ljudi. In ne more trditi, da ščiti ljudi, medtem ko aktivno muči ljudi, aretira ljudi in ubija Irance. Torej je to vsekakor sredstvo nadzora, še posebej glede informacij, da informacije ne pridejo ven o pomanjkanju zavetišč, pomanjkanju vsega, do česar bi morali imeti Iranci dostop. In tega nimajo, ker država ne zagotavlja teh storitev zanje, kot so zavetišča pred bombami. V zadnjih 2 mesecih smo videli še druge grozote, ki jih je država zagrešila nad iranskim ljudstvom, po pokolu 8. in 9. januarja. Tako je, to vsekakor način nadzora prebivalstva in informacij, ter nadzora nad narativom, bolj kot karkoli drugega. Zdaj bi rada govorila o znakih nesoglasij, ki jih opažamo znotraj samega iranskega vodstva, kjer predsednik si prizadeva za ponovno vzpostavitev dostopa do interneta, ali vsaj daje vtis, da si prizadeva za ponovno vzpostavitev dostopa do interneta. Medtem ko obstajajo tudi druge močne institucije znotraj Islamske republike, ki so, kot veste, očitno proti temu. Kako pomemben je ta razkol v širši sliki? Ja, veste, to preigravanje med reformisti in konservativci je nekaj, kar opažamo že od mojih osnovnošolskih dni, recimo v 6. razredu, ko je Hatami prišel na oblast. Iskreno povedano, Pezeškijan je le lutka v rokah IRGC in to vemo, to smo videli znova in znova. To je le iztrošena fraza. Pezeškijan nima izvršilne moči, nima zakonodajne moči, nima sodne moči. In tu so IRGC in različne frakcije znotraj IRGC ter druge skrajne skupine. No, ko rečem skrajnež, ne mislim, da obstaja kakšen reformist, ampak DNK Islamske republike je ideologija. In tako Pezeškijan skuša prikazati, da v vladi dejansko obstajajo bolj pragmatične frakcije. Ampak v resnici so vsi enaki in med njimi ni nobenih razlik. Prav, kar nadaljuj tam, kjer si ostala. Ja, poskušala sem povedati, da skušajo samo nadzorovati nezadovoljstvo, nejevoljo in pritožbe, ki jih imajo ljudje do njih, da bi v ljudeh vzbudili lažno upanje.
Ampak ljudje jih poznajo. Ljudje jih poznajo in vedo, da je to v njihovi naravi.